Lepo pozdravljeni, dober dan. To je dan slovenskega lesarstva, drugi po vrsti, s katerim širimo spodbudna dejstva o lesu, utrjujemo zavedanje, da je to gradbeni material, ki nam riše zeleno prihodnost in predajamo veliko koristnega znanja z področja lesne industrije. Pred nami je prvi sklop strokovnih predavanj z naslovom Pohištveni sektor. Da dobimo še dodatno spodbudo, bomo začeli kar pri spodbudah. In to tistih, ki jih država nudi za razvoj lesno-predelovalne panoge. Poleg tega pa bomo izvedeli, kakšne aktivnosti za promocijo uporabe lesa, kakšni razpisi so aktualni, kako se jim pridružiti in tako naprej. Vse to nam bo zdaj predstavil gospod Darko Sajko z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. V bistvu, kot omenjeno, vam bom poskušal danes v temle kratkem času podati nekaj osnovnih informacij o razvojnih spodbudah, ki jih dodeljuje naše ministrstvo in bi lahko bile aktualne tudi za podjetja iz lesno-predelovalne panoge. Preden pa gremo konkretno na same spodbude, pa mogoče samo uvodoma par besed o načinih dodeljevanja spodbud. V bistvu imamo nekako dva tipa načina dodeljevanja, in sicer prvi so tako imenovani javni razpisi, ki jih nadalje delimo na sektorske oziroma razpise, ki so namenjeni točno določeni skupini podjetij, torej v tem primeru podjetjem lesno-predelovalnega sektorja. Drugi, ki v bistvu zaokrožajo oziroma dopuščajo možnost prijave širšemu krogu potencialnih kandidatov, so pa tako imenovani horizontalni razpisi, ki pa v bistvu naslavljajo neko konkretno temo. Imamo pa še en tip oziroma en način, in sicer to je pa individualna obravnava. To pomeni takrat, ko je z zakonom, nekim posebnim zakonom opredeljen postopek dodeljevanja spodbude. V zakonu morajo biti opredeljeni tudi kriteriji, pogoji. No, naše ministrstvo ima dva takšna zakona. Eden je zakon o spodbujanju investicij, drugi pa je zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. To pomeni, da če nek potencialni investitor zazna, da njegova projektna ideja je skladna z temi kriteriji, ki jih zakon predpisuje, lahko pripravi vlogo in jo izven javnega razpisa naslovi na ministrstvo, kjer jo pa potem nadalje obravnava komisija. No, če gremo zdaj na same razpise, to je v bistvu inštrumenti, prek katerih se dodeli največji obseg sredstev. Najprej dva, bom rekel, že dokaj aktualna razpisa v zadnjih letih za področje lesne predelave. Prvi, ki je, bom rekel, nekako v zaključni fazi njegovega izvajanja, je razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu. Tukaj v bistvu je še ostalo nekaj sredstev tudi za odpiranje, predvideno v septembru. Drugi razpis oziroma inštrument je inštrument, ki ga izvaja SID banka. Gre za povratna sredstva, v okviru katerega je omogočeno financiranje naložb v nove kapacitete oziroma širitev kapacitet. Tlele je pa še v bistvu kar nekaj sredstev v letošnjem letu na razpolago, in sicer nekaj več kot 15 milijonov evrov. Naslednji sklop razpisov so tako imenovani horizontalni razpisi. V prvem delu gre za razpise, kjer se dodeljujejo nepovratna sredstva. Tukaj imamo na primer razpis za krepitev blagovnih znamk, javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih, potem javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov na sejmih oziroma tujih mednarodnih sejmih. Te tri razpise izvaja javna agencija Spirit. Potem imamo pa še razpis v sklopu našega ministrstva, kjer pa sofinanciramo začetne investicije v obmejnih problemskih območjih. Tudi tukaj je možna prijava vlog še do konca avgusta. Naslednji inštrument so tako imenovani vavčerji.
tle gre za spodbude manjše vrednosti, v bistvu že dokaj uveljavljen inštrument, kjer lahko se kandidira za različna vsebinska področja. Izvajalec tega inštrumenta pa je Slovenski podjetniški sklad. Naslednji sklop razpisov je vezan na povratna sredstva, torej sredstva, ki jih je sicer po nekem obdobju potrebno vrniti. Prvi inštrument je finančni inštrument imenovan COVID-19, gre za financiranje naložb in obratnih sredstev, s čemer se želi prispevati k odpravi posledic zaradi same zdravstvene krize, torej v povezavi z COVID-om. Drugi je tipični finančni inštrument namenjen financiranju naložb na področju raziskav, razvoj, za mala in srednja velika podjetja, energetsko prenovo in urbani razvoj ter financiranje tehnoloških razvojnih projektov. Naslednji razpis je spodbujanje naložb poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij. Vse te 4 razpise se izvajajo preko SID banke skupaj z določenimi izvajalskimi inštitucijami. Imamo pa še en, bom rekel, že tudi dokaj znan razpis, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, kjer gre pa za garancije za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero. Ministrstvo tudi v bistvu že pripravlja kar nekaj razpisov, ki so več ali manj v zaključni fazi. Prvi je na področju digitalizacije in digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij. Naslednji posega na področje varovanja inovacijskega potenciala. Potem vzpostavitev oziroma nadgradnja samega vavčerskega sistema. Potem imamo pa še en razpis, katerega poteka priprava v okviru Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v Ribnici, ki pa bo, bom rekel, naslavljal eksplicitno področje obdelave in predelave lesa, bo pa tudi tukaj šlo za povratne vire. Kaj v prihodnje? Ministrstvo, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, v bistvu cilja tudi na različna sredstva iz EU sredstev, torej iz različnih programov. Konkretno na področju lesarstva oblikujemo različne ukrepe, s pomočjo katerih bomo želeli doseči te osnovne primarne cilje, tudi danes večkrat že izpostavljene, torej vezane na dvig domače predelave lesa, povečanje prodajne realizacije ter seveda nenazadnje tudi povečanja samih števila delovnih mest. Najprej, kar zadeva načrta za okrevanje in odpornost, tudi o tem je bilo danes že kar nekaj govora. Slovenija je ta dokument poslala konec aprila v potrditev Evropski komisiji. Do danes je bilo izvedenih še kar nekaj dodatnih usklajevanj z Evropsko komisijo. Glede na zadnje podatke, ki jih imamo, mislimo oziroma upamo, da je sam proces potrjevanja pri Evropski komisiji tik pred koncem. Sam dokument zaokroža različne razvojna področja, znotraj teh področij so izpostavljene komponente in tle na prosojnici te komponente, ki so obarvane z rdečo, so komponente, v okviru katerih pripravlja konkretne ukrepe tudi naše ministrstvo. Bilo je danes omenjeno, da bo za potrebe, bom rekel, dviga kapacitet za predelavo lesa neposredno v okviru tega programa namenjenih 28 milijonov evrov. Tukaj je potrebno poudariti, da glede na zeleno usmerjenost tega programa bojo morali projekti predelavo zagotavljati na podnebno nevtralen način in v skladu z načeli krožnega gospodarstva, ampak glede na investicijski potencial, ki je bil zaznan, verjamem, da bomo ta sredstva relativno enostavno počrpali. Seveda pa je tudi v sklopu ostalih komponent, ki so bolj horizontalno naravnani, torej na primer raziskave in razvoj, digitalizacija in bom rekel še vezano na dvig produktivnosti,
Tudi tukaj je možno iskati možnosti za vire, tudi za podjetja z področja lesno-predelovalne panoge. Naslednji dokument, večletni finančni okvir. Ministrstvo je tukaj že predlagalo vsebine, v okviru katerih bi naj zasledovali konkretno cilje za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi tukaj bo naslovljeno področje lesne predelave v okviru različnih segmentov, predvsem bo izpostavljeno v okviru vsebine spodbujanja podjetništva, kjer bomo poskušali spodbuditi prehod na krožno gospodarstvo s financiranjem sprememb poslovnih modelov, potem spodbuditi samo digitalizacijo ter omogočiti preko internacionalizacije večjo prepoznavnost slovenskih podjetij tudi na širših trgih. Zadevni dokument je trenutno, bom rekel, v fazi končnega oblikovanja, kar več, bom rekel, podlag oziroma dokumentov se za potrebe novega kohezijskega obdobja pač pripravlja, tako da celotna koordinacija poteka se strani organa upravljanja, to je SVRK. Konkreten razrez sredstev, bom rekel, še ni narejen, smo pa v bistvu za področje lesarskih vsebin, kot je bilo danes že omenjeno, predvideli ukrepe najmanj v višini 39 milijonov evrov. Mogoče za zaključek še enkrat, ko boste iskali oziroma ko bodo podjetja iskala vire za svojo projektno idejo, predlagamo, da se ne fokusirate zgolj samo na te sektorske razpise, ampak pogledate tudi horizontalno na ostale vsebine in verjamemo, da zagotovo se bo najdel ustrezen vir v katerega izmed obstoječih oziroma prihajajočih razpisov. Toliko z moje strani in hvala za vašo pozornost. Zdaj pa mogoče, če še kakšno vprašanje. Če ne, bi se še enkrat zahvalil. Lahko pa v bistvu, če imate kakšno vprašanje, ali naslovite le tega na razpisovalca posameznega razpisa ali pa konkretno na naše ministrstvo oziroma naš direktorat za lesarstvo. Hvala. Hvala lepa, gospod Sajko. Esenca lesa predstavlja posebno ustvarjalno draž vsakomur, ki se loti oblikovanja iz lesa. In ko gre za oblikovanje človekovih vsakdanjih funkcionalnih potreb našega bivalnega okolja, se lesa kot večnega spremljevalca naših vsakdanjih obredov včasih niti ne zavedamo več. Najverjetneje pa ni dneva, ko se ne bi lesa na nek način vsaj nekako dotaknili. Ali gre za lesen stol, mizo, za kakšen predal, vrata, karkoli. O trendih oblikovanja in razvoja pohištvenih izdelkov nam bo zdaj spregovorila profesorica doktorica Jasna Hrovatin z Fakultete za dizajn. Dober dan tudi v mojem imenu. Med pomembnejšimi trendi je gotovo trajnostni pristop, kajti zaradi naraščajočega števila prebivalstva, industrializacije, potrošnje, rabe materialov, vse to je privedlo do perečih posledic, s katerimi se srečuje današnja družba. Zato se moramo obnašati trajnostno, kar pomeni, da moramo zadovoljevati potrebe trenutne generacije, brez tega, da bi ogrožali, da bi svoje potrebe na enak način zadovoljevale tudi prihodnje generacije. Seveda je pa tu zelo pomembno oblikovanje.
Kje je torej rešitev? Rešitev seveda ni enoznačna, ni samo ena, ampak jih je več. Med pomembnejšimi je to, da se moramo zavedati, da odpadek ne sme obstajati, kajti vse, kar zavržemo, ostane na zemlji ali v naši atmosferi. Zato bi morali biti izdelki taki, da so recimo biološko razgradljivi, da z njimi lahko nahranimo biološki sistem, recimo iz kartona naredimo lahko kompost, ali pa taki, da jih lahko demontiramo in posamezne elemente vrnemo nazaj in z njimi hranimo tehnološki sistem. Seveda tukaj ni tako enostavno, kajti tudi recikliranim materialom je potrebno dodati ogromno aditivov, da bodo primerni za nadaljnjo rabo. Zato je priporočljivo, da uporabljamo čim več naravnih obnovljivih materialov, kot je seveda les. V zadnjem času pa se pojavljajo tudi kompozitni materiali, ki so narejeni na biološki osnovi, ki so biorazgradljivi. Poglejmo si nekaj primerov: kompozit iz lanenih vlaken, bioplastika, ki je narejena iz koruznega škroba in sladkorja, in pa še recimo en tak zanimiv primer podjetja, ki se ukvarja z ribolovom plastičnih mas po amsterdamskih kanalih, ki jih potem uporablja kot surovino za proizvodnjo pohištva, pisarniškega pohištva. Plastični odpadki se dajo uporabljati tudi kot surovina za 3D tiskano pohištvo. In še en primer Ikeje, kuhinja, ki je narejena iz 100% recikliranih materialov. Površina je iz predelanih plastenk, sredica pa iz odpadnega lesa. No in še lesni teraco, kombinacija odpadnega lesa in smol. Druga stvar, ki jo moramo upoštevati, je oblika. Oblika ne sme biti neka modna muha, enodnevnica, kot rečemo, ampak moramo oblikovati izdelke, ki bojo aktualni več let ali pa celo jih bo lahko uporabljalo več generacij. Seveda pa je zato pomembna tudi primerna konstrukcija in kvaliteta izdelave. Skratka, delati moramo izdelke z dolgo življenjsko dobo, kar je pa seveda skregano z logiko proizvajalcev, ki želijo čim več proizvajati, čim več doseči, da ljudje čim več kupujejo, ker seveda od tega živijo, vendar pa se moramo zavedati, da ima taka potrošniška miselnost usodne posledice za naravo. Ni pomembno pa samo spremeniti miselnosti proizvajalcev, ampak tudi navade potrošnikov. Pogosto se zgodi, da zavržemo izdelke, ki so še vedno uporabni, vendar niso več modni ali ker smo našli nove, zaradi tega pa se kopiči količina odpadkov in za proizvodnjo novih izdelkov porabljamo energijo in nove surovine. No, s tem prvim trendom je nekako v povezavi drugi trend, biofilno oblikovanje, ki gradi na dejstvu, da ima človek prirojeno povezanost z naravo, zato se dobro počuti v okolju, ki je opremljen z naravnimi materiali, kjer je tudi veliko zelenja. In kot lahko rekli, odziv na digitalno dobo se je pojavilo to biofilno oblikovanje in seveda tudi kot odziv na težnje po zdravemu bivalnemu okolju, ki ni značilno samo za stanovanjske objekte, ampak se pojavlja tudi v javnih objektih. Prisotnost zelenja v prostoru izboljša zrak, torej več je kisika, ustreznejša je vlaga v prostoru, ima pa seveda tudi psihološki vidik. Sami izdelki, ki so na ta način oblikovani, imajo organsko obliko, kakor neka organska bitja, ki se prilagajajo trenutnim potrebam posameznikov. No, in če na eni strani govorimo o nekem zelenem oblikovanju, pa seveda ne moremo tudi mimo tega, da gre tehnološki razvoj naprej, da je prisotno inteligentno, interaktivno pohištvo.
Tukaj imamo en primer pisalne mize, ki nas opozarja, če se ne držimo pravilno, če smo preveč v stresu in podobno. V podjetjih se zbirajo podatki za to, da zagotavljamo boljše počutje zaposlenim, saj je potem seveda tudi storilnost boljša. Inteligenten dom pa je seveda značilen tudi za stanovanjske objekte, kajti na ta način lahko dosežemo višjo kvaliteto bivanja in tudi več recimo prostega časa. No, tukaj imamo en primer inteligentne postelje, ki uravnava klimatske razmere in ima tudi sistem proti smrčanju. Tehnologija pa vpliva tudi na oblike in dimenzije pohištva. Če smo imeli včasih ekrane, ki so bili zelo globoki, ki so zahtevali tudi določene dimenzije omaric, so ti danes lahko obešeni na steni, kmalu pa jih niti ne bomo več potrebovali, saj jih bodo nadomestila inteligentna stekla. Spreminja se tudi način nakupa. Če smo še do pred kratkim oblikovali spletne trgovine zato, da bi privabili kupce v salone, kjer bi potem te izdelke kupili, gre danes za oblikovanje spletnih strani in direktno prodajo, kajti kupci postanejo že milenijska generacija, ki je odraščala z računalnikom, z internetom in znajo uporabljati programe. Tukaj imamo recimo en primer, kjer recimo lahko poslikaš svojo spalnico in potem enostavno vnašaš iz knjižnice proizvajalca te kose pohištva, tako da takoj dobiš fotorealističen prikaz, kako bo izgledala oprema te spalnice z določenim pohištvom. Zelo pomemben je tudi personaliziran pristop, kajti prav ta generacija, rojena na prelomu tisočletja, želi nek oseben slog, zato bodo morali tudi proizvajalci sistemskega pohištva prisluhniti njihovim potrebam, ponuditi barve po izbiri, materiale in dimenzije. To pa ne velja samo za pohištvo, ampak tudi za stenske stropne talne obloge, kajti tudi tukaj imamo možnost, da recimo tudi sami oblikujemo neke vzorce, ki jih potem recimo s fototapeto prenesemo na steno. In v povezavi z to težnjo po individualnosti in unikatnosti je tudi trend rokodelstva, s katerim lahko dosežemo en tak osebni pridih pri opremi in pa tudi ponovno oživljanje starih kosov pohištva, ki vnesejo v prostor neko dušo in v bistvu se lahko tudi čustveno navežemo nanje in gredo lahko iz generacije v generacijo. No, s tem retro trendom so povezani tudi stili oblikovanja novega pohištva, imamo veliko teh retro stilov. In če sem prej rekla, da je zaželeno, da ima pohištvo čim daljšo življenjsko dobo, pa moramo po drugi strani upoštevati, da se ljudje veliko selijo in da potrebujejo tudi tako imenovano začasno pohištvo. Že prej sem omenila pohištvo iz kartona, ki je potem res namenjeno za kratek čas in se lahko, kompostira. Druga rešitev pa je izposoja pohištva, to se pravi, si izposojiš nek kubus, iz katerega potem potegneš ven celotno opremo za celoten prostor. No, in ker smo v času pandemije, ne moremo tudi mimo tega. Pandemija je prinesla veliko problemov, ki so jih oblikovalci reševali na različne načine, in če smo pred kratkim nosili s seboj dežnike, kadar je padal dež, bomo morda zdaj v pandemiji nosili zaščitne zaslone.
Poudarek je tudi na oblogah protibakterijskih in seveda s tem tudi posledično protibakterijski opremi. Ker se ljudje veliko zadržujejo v domovih, dobiva kuhinja, ki je že itak prej bila srce doma, še toliko bolj pomembno vlogo. Pomembne so tudi shrambni prostori, zaradi tega, ker ne želimo pogosto hoditi v trgovino, ker ne moramo hoditi v fitnese, je aktualno pohištvo, ki služi tudi kot domača delavnica, ker ne moramo hoditi toliko na izlete, smo več na terasah, vrtovih, torej tudi pohištvo za tovrstne opreme je aktualno in pa seveda pohištvo za domače pisarne. V zadnjem letu se je povpraševanje po tem pohištvu povečalo kar za 40%. In predvideva se, da bo tako tudi v prihodnje, torej tudi če bo enkrat konec covide, bo se še vedno dogajalo, da bodo obstajale zaposlitve nadaljavo, torej tudi pohištvo za opremo domačih pisarn. Ker je več ljudi v prostoru, je nekako stiska s prostorom in zaradi tega je aktualno večfunkcionalno pohištvo, ki se prilagaja različnim potrebam posameznika ali skupine. Zdaj, seveda veliko trendov je tudi na področju oblikovanja javnih prostorov, vendar pa zaradi omejenega časa si bomo pogledali samo par posebnosti na področju oblikovanja pisarniškega pohištva. Seveda tudi tukaj je poudarek na skrbi za dobro počutje zaposlenih. Zanimivo pa je tudi to, da če še danes delamo v 8 ur recimo v neki pisarni, bo v bodoče verjetno to pomenilo, da se bomo selili po prostoru glede na trenutne potrebe. Če bomo recimo želeli delati nekaj bolj individualnega, se bomo zaprli v neko vrste celico, kjer bomo imeli mir. Če bomo imeli neke razgovore, bomo to lahko opravili tudi na sedežni garnituri, kajti pojavljajo se bivalne pisarne, ki so nekako po opremi zelo podobne opremam stanovanjskih objektov, spet zaradi tega, da se dobro počutimo v nekem prostoru. In morda še za konec, zasnova delovnih mest lahko postane ključno orodje za pridobivanje in ohranjanje talentov. Jaz se opravičujem, če sem bila predolga, ampak trendov je veliko in ne gre hitreje. Hvala lepa. V vsakem primeru najlepša hvala, gospa Hrvatin, za tole predstavitev zelo zanimivih trendov dela. Očitno še ne bo zmanjkalo ideje, kar dežujejo. Proizvajalci se vse pogosteje odločajo tudi, da kupcem in konkurentom dokazujejo kakovost in varnost svojih izdelkov. Testiranja se izvajajo po mednarodnih standardih in s tem si pohištvena podjetja krepijo ugled in širijo prostor na domačem ter seveda na mednarodnem trgu. Testiranje pohištva je torej ne le priložnost, ampak celo nuja. Kako pa sploh poteka testiranje pohištvenih izdelkov? V laboratorij za preizkušanje pohištva nas bo zdaj popeljal Tomaž Kušar z Biotehniške fakultete. Izvolite. Lepo pozdravljeni in hvala za besedo. Vas pozdravljam v imenu laboratorija za preizkušanje pohištva, ki deluje na Biotehniški fakulteti. Profesorica pred mano je lepo predstavila nove trende in oblike in kam gre smer razvoja pohištva. Mi pa se ukvarjamo predvsem z mehanskim testiranjem pohištva, kjer preverjamo trdnost in varnost pohištva. V samo obliko, v dimenzije se pa redko spuščamo oziroma minimalno, kolikor to zahtevajo standardi. Začetki laboratorija segajo v 90. leta, kjer je prišlo potreba iz industrije, iz razvojnih oddelkov, ker so proizvajalci potrebovali neka neodvisna mnenja, certifikate, potrdila o svojem pohištvu, da je skladno z minimalnimi zahtevami, z določenimi standardi, in v teh letih smo spletli marsikatero dobro poslovno zgodbo, pomagali proizvajalcem pri njihovem delu, pri razvoju pohištva.
Seveda pa je naš laboratorij vpet tudi v pedagoški proces na oddelku, kjer se študenti seznanijo z standardi in z lastnostmi izdelkov. Zakaj sploh testirati? Testiranje je predvsem pomembno za končnega uporabnika, da pridobi oziroma da dobi neko mnenje, zagotovilo, da je izdelek skladen z minimalnimi standardnimi zahtevami. Hkrati pa se proizvajalci seveda poslužujejo testiranja, zato da se identificirajo neka ranljiva mesta, šibki spoji, neka neskladja in mogoče tudi glede varnosti, da se opredeli, kaj je varno in kaj ni varno pri pohištvu. Hkrati pa seveda se pridobi neko zaupanje do strank. Zdaj, kaj testiramo pri pohištvu? Gre pretežno za 3 kriterije, za trdnost, trajnost pa varnost. Če na kratko ponazorim, trdnost pomeni, da izdelek zdrži neke pričakovane visoke obremenitve, ki lahko v življenjski dobi izdelka nastopijo. Primer stolov, na katerih sedite, recimo vrstni stoli dvoranski, morajo zdržati 2000 newtonov pritiska na sedež. Trajnost pa bi ponazoril s tem, da se ciklično obremenjuje izdelek z velikim številom nekih obremenitev, s tem ponazarjamo neko daljšo življenjsko dobo, ampak bistveno manjše sile so pri tem. Varnost, ko pa govorimo o varnosti, standardi za pohištvo predvsem narekujejo, da pri pohištvu ne sme biti ostrih robov, ne sme biti določenih odprtin, kamor bi se lahko zataknili deli telesa, prsti, in stabilnost je zelo pomemben kriterij tudi za zagotavljanje varnosti. Zdaj, pri svojem delu se vedno naslonimo na standarde. Standarde izdaja CEN, Evropska komite za standardizacijo, ki se v slovenski prostor prevzemajo z metodo ponatisa. Za različne vrste pohištva obstajajo svoji standardi, tako da je cela množica standardov, ki za vsak sklop pohištva določajo svoje kriterije in lastnosti. Mogoče najbolj plastično oziroma en splošen primer testiranja stola. Za stole ločimo stole za javno rabo in stole za domačo rabo, so pričakovane različne obremenitve. Primer enega stola, sedež stola mora zdržati 1600 newtonov in naslon 540 newtonov pritiska, 10 pritiskov, potem pa seveda sledi še utrujanje do 100 000 pritiskov v sedež in v naslon, kjer se pokaže, ali so vezi ustrezne, ali pride do nekega utrujanja materijala, ki bi lahko karkoli popustilo. Zdaj, klele sem prikazal 3 slike, kjer so bile neke pomanjkljivosti. Pri ta drugi sliki je primer nestabilnega stola, stabilnost je določena, kaj mora stol prestati in tam je toč meja, toliko mora zdržati, kar standard opredeljuje. Sta še 2 primera, ene zrahljane vezi in celo enega zlomljenega naslona. Seveda bi pa izpostavil, da v Sloveniji je precej proizvajalcev, ki znajo delati dobre stole, vsi tili stoli so prestali teste. Žal je problem v tem, da marsikateri od teh stolov potuje v tujino pod drugo blagovno znamko, ne pod našo blagovno znamko, ampak taka je trenutno situacija. Mize, seveda tudi mize se testira, primer testa, mehanskega testa, vsaka miza mora zdržati 1000 newtonov pritiska, to je 100 kg približno, vsaj 10 cm od roba. Potem so določeni bočni pritiski, kjer se preveri trdnost vezi med ploščo in nogami, hkrati pa tudi seveda sledi utrujanje miz. Par primerov, kar je že profesorica prejle omenila, ja, tamle sta 2 mizi domačih pisarniš, domačih majhnih pisarn, to so izdelki, ki potujejo, ki so za angleški trg delani, skrajno desno in je kar veliko povpraševanje po tovrstnih izdelkih.
No, na začetku sem omenil, da določeni standardi opredeljujejo pa tudi dimenzije in šolsko pohištvo je tako, ki ga standard regulira tudi dimenzijsko, tako da proizvajalci morajo biti seznanjeni, kakšnih oblik morajo biti taki stoli in mize. To so izdelki, ki rastejo z našimi učenci, se pravi od vrtčevskih do konca srednje šole, so različne višine stolov in miz standardi predvidevajo. Otroško pohištvo je velik sklop, kjer je precej vrst, od zibelk do previjalnih miz, otroških posteljic. Tukaj so varnostni vidiki zelo visoko postavljeni, tudi kar se tiče samih površin. Mora biti varni površinski premazi uporabljeni, da se ne pride do izlužanja kakšnih strupenih snovi. Seveda je pa stabilnost je eden od kriterijev, vsako leto žal se zgodijo nezgode, ko se kakšna previjalna mizica prekucne na otroka, tudi smrtni primeri so že. Tako da v tem smislu je potrebno upoštevati kriterije varnosti, standardov, ker standard bo tisti kriterij, ki bo odločal potem, ali je izdelek ok ali ni ok. Tudi na sodišču se bo vedno preverjal po kriteriju iz standardov. Par primerov naših proizvajalcev. No, seveda v našem laboratoriju pa ne delamo samo na področju pohištva, ukvarjamo se tudi z varnostjo otroških igral, otroških igrišč, izvajamo teste na gimnastični opremi, lesene lestve testiramo na primer, razne teste za razne slovenske proizvajalce izvajamo. Hkrati se pa tudi različni proizvajalci obrnejo, ko imajo neko težavo ali v proizvodnji, ali se jim material krivi, primer enih kompozitnih plošč, kjer se v različnih klimah prišlo do zvijanja in jih je zanimalo, katere bodo v redu in katere ne. Primer razvoja prav tako nekih kompozitnih plošč, kjer je proizvajalec stremi k temu, da bi bil čim lažji material, hkrati mora pa še vedno dosegati dovoljnih trdnostih lastnosti. Klima komora za sobna vrata in čist neki modificirani mehanski testi, ki jih pač proizvajalec želi preveriti. Postopek testiranja, pač proizvajalec pride k nam z izdelkom, z problemom, mi se vedno naslonimo na standard, ko izdelek prestane obremenitve, postopek testiranja, izdamo certifikat o skladnosti, na katerem so osnovne informacije o izdelku, o proizvajalcu in o skladnosti s katerim standardom. Hkrati tudi podelimo znak o testiranju in to so informacije, ki jih proizvajalec potrebuje oziroma jih lahko s tem nastopa na trgu. Če bi kogarkoli več zanimali, vedno dobrodošel k nam na Biotehniško fakulteto in bomo podali določene odgovore. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Kušar. Gremo naprej in to spet v oblikovalske vode. Danes zvečer bodo podeljene tudi nacionalne nagrade in priznanja za lesarski presežek 2021 v klubu Cankarjevega doma danes ob 16. In vsekakor bo to nov, svež vpogled v oblikovalske možnosti in ustvarjalne ideje, ki jih generira les kot večno vznemirljiv material. Svoj pogled na oblikovanje v pohištveni industriji nam bo zdaj ponudil oblikovalec in kipar Jurij Dobrila iz Društva oblikovalcev Slovenije. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Naslov mojega nastopa sem dobil, ni moj izum in ravno zaradi tega sem se znašel v svojevrstni dilemi in sicer s vprašanjem, ali dejansko industrija obstaja. Govorimo seveda o slovenskem okolju, jaz zastopam slovensko oblikovanje in zato sem poskušal podati en odgovor na to vprašanje. Seveda ne želim
kopati po preteklosti, se ukvarjati z nostalgijo, ampak želim, da najdemo razmislek in morda spodbudo za nastanek ustrezne organiziranosti in nadalje seveda uspehe slovenske lesarske panoge. Pojavlja se seveda vprašanje, kaj je prej, kokoš ali jajce, jajce ali kokoš. Za začetek vam bom pokazal en film izpred davnih časov. Hvala. Riebenschen verwann, Potem welches Mann, die es bricht in Klavier, was liegt ein Mann Klavier. Ribničan, izdelovalec lesene robe, je pravzaprav že simbol. Spomin na čase in začetke naše lesne industrije pred stoletji. Ta zgodovinska izročila v nekaterih hišah še živijo. Mi smo Riebenčanje. Bogati gozdovi in njihovo bogatstvo so Sloveniji, ki leži na skrajnem severozahodu Jugoslavije, narekovali njen razvoj skozi stoletja, naš danes in tudi jutri. Delovna organizacija Slovenija les trgovina je v 4 desetletjih postala pomemben soustvarjalec načrtnega izkoriščanja tega naravnega bogatstva in tudi danes pomeni pomemben člen pri utiranju svetovnih trgovskih poti, ne le za izdelke lesno-predelovalne, temveč številnih industrij, ki so z lesom in njegovo obdelavo kakorkoli povezane. V središču Slovenije, v glavnem mestu Ljubljani, se stikajo vse te niti, razpredene po vsem svetu. Hitimo. To počnemo hitreje od našega Ribničana, tako kot to zahtevata čas in način življenja. To nam narekujejo domača in svetovna tržišča. Ostanimo najprej doma. Minili so časi, ko smo še radi rekli, da je za doma vse dobro. Kakovost, ki je naša stalnica ne le v proizvodnji, temveč tudi v vseh poslovnih in trgovskih aktivnostih, morajo zaznati kupci že pred vstopom v naše prodajalne. Prek 60 je raztresenih po vsej Jugoslaviji na 40 000 kvadratnih metrih, ob njih še 6-krat toliko skladiščnih površin. Znak Slovenija lesa mora kupca prepričati, da se je odločil za pravega partnerja, ki mu bo ponudil vse za dom in še mnogo več. Prav pri uresničevanju teh zahtev pa si seveda pomagamo z vsemi sodobnimi pripomočki,
računalniško opremo, z mediji za predstavitev ponudbe in izbire. Pomoč pri izbiri in iskanje najboljših rešitev, da bo vsak dom opremljen po željah, sposobnostih kupcev, seveda pomeni, da moramo proizvodne programe stalno prilagajati, iskati sodobne oblike in prisluhniti tudi drobnim zahtevam in željam. Ribničan je nekdaj prekrižaril samo sosednje dežele. Mi smo se že pred desetletji podali v širni svet. Številne poti so že utečene, spogledujemo se z novimi. Dodatni izzivi so nam nova tržišča, kjer se je treba znajti v novih pogojih in okoljih pred mnogokrat neznanimi kupci in trgovci. Na kitajsko tržišče smo zakoračili šele pred nekaj leti, pa so nam že zaupali izgradnjo 2 velikih tovarn za proizvodnjo pohištva. V njih proizvodnja že teče. Prav na tem tržišču pa se odpirajo še številne možnosti za raznovrstne izmenjave blaga in izdelkov. Veliko izvažamo na zahtevni trg Združenih držav Amerike. Največji delež izvoza na ameriškem tržišču predstavlja kolonialno pohištvo. Toda tudi tu smo že našli možnosti za prodajo drugih izdelkov za dom in dobro počutje. Večjo stopnjo obdelave in vključevanje lastnega znanja in dosežkov domačih strokovnjakov želimo uveljaviti tudi drugje, kjerkoli se že pojavljamo ali pa se še bomo pojavili. Na širokem trgu Sovjetske zveze smo že pridobili pomembne in velike reference. Tu ne prodajamo le končne izdelke, temveč zahtevnim kupcem nudimo celovit inženiring, z našim znanjem in znanjem naših jugoslovanskih kooperantov opremljamo strojne linije in gradimo tovarne na ključ. Toda tudi utečene poslovne poti je treba stalno dograjevati, krepiti, prisluhniti novim zahtevam in željam. Kljub temu, da sodimo med vodilne jugoslovanske izvozne delovne organizacije s prek 200 milijoni dolarjev izvoza letno, nočemo, da bi nas prehitel čas. Zavedamo se reka, ki seveda ni doma samo v Ameriki. Biznis je biznis, posel je posel. Ostati korak za drugimi bi pomenilo zaostati leta ali celo desetletja. Mi pa hočemo naprej. Na vseh celinah sveta imamo 12 predstavništev, 5 lastnih podjetij in 4 mešana. Znak Slovenija lesa že mnogo kje pomeni tudi znak za pravo in kakovostno odločitev. To nam potrjujejo nova naročila, vse višji kakovostni in cenovni razredi, ki jim bomo skušali slediti tudi v prihodnje. Ribničan je bil in je še dober trgovec. Zna prodati svoje delo. Sebe težko ocenjujemo, rezultate kažejo številke
in zadovoljstvo delavcev, njihova nova iskanja. Med takšna sodi inženiring, kjer smo združili bogate dolgoletne izkušnje in raziskovalno dejavnost. Našo poslovno uspešnost odlikuje ponudba zgradbe na ključ, kot temu rečemo, pa naj gre za izgradnjo hotela ali lesno-predelovalne tovarne, kjer številnimi zunanjimi proizvajalci lahko ponudimo najkakovostnejšo strojno opremo. Uspehi na Kitajskem in v Sovjetski zvezi so zgovorni primeri za to. In če kje, potem zlasti na tem delovnem področju ne gre le za trgovsko dejavnost. Uresničitev ideje prek projektov, izgradnje objektov, vdahniti jim življenje, pomeni več kot trgovsko dejavnost. Obenem pa je dokaz, da vlaganje v znanje naših delavcev in strokovnjakov ne puščamo ob strani. Kemični izdelki, ki jih prodajamo doma in tudi izvažamo, so bili sprva vezani na les in njegovo obdelavo. Postopoma smo to področje še razširili, tako da kemija v naši delovni organizaciji zavzema pomemben delež. In tudi mimo zastopniških in konsignacijskih poslov ne moremo. Zastopamo 42 tujih firm, med drugimi Volvo, Tasky, Philips, Rossignol, Augusto Bell, ki za vso Jugoslavijo prodaja helikopterje. Velik delež imajo stroji in strojna oprema za industrijo ali za zasebnike. In tudi za vse tiste, ki v praksi poskrbijo za besede "naredi si sam". Po delu se je treba spočiti tako ali drugače. V naši delovni organizaciji smo poskrbeli za prodajo športnih rekvizitov, domačih in uvoženih, številnih izdelkov, ki nam bodo pomagali, da bomo pozabili na napore, se spočili in sprostili za nov jutrišnji delovni dan. In prav v ta naš jutri gledamo v delovni organizaciji Slovenija les trgovina po 40 letih prehojene poti še bolj smelo in korajžno, z novimi izkušnjami in spoznanji, ki jih vsakodnevno nizamo v mozaik, ki tvori znak, ki predstavlja naše ime, ugled in kakovost.
Ja, filmček je bil mogoče malenkost dolg, ampak mislim, da je podal dost enostaven odgovor na razumevanje pojma industrijsko okolje. Tukaj imamo zdaj slajd. To je poslovna skupina Slovenija les. Vse okoli so podjetja, ki so proizvajala večinoma pohištvene izdelke. Zdaj pa, če pogledamo tega našega Ribenčana, oziroma tukaj sta s kolegom skupaj, on je prevandral najmanj avstro-ogrski svet v celoti. Precej tega ima na hrbtu. Današnja analiza njegovega nahrbtnika nam pokaže dodano vrednost, ki jo danes lahko le sanjamo. Verjetno ima Ribenčan največji donos na gram lesa v zgodovini Slovenije. Morda, moj dvom je sicer res lahko upravičen, Ribenčana po donosu, glede na težo lesa, presega samo izdelovalec violin Demšar. Dejstvo je, da je Ribenčan dobro vedel, da se mu ne splača na hrbtu nositi hlodov. Leta 1973 je upravni organ Koprske luke sprejel sklep, da potrebuje drugi tir. Gre sicer samo za 400 metrov železnice, preko katere so iz ladij tovorili les, ki ga je Slovenija les nabavila v Afriki, kajti v Sloveniji ga je bilo premalo. Tole so hlodje afriški in v Luki Koper so zato naredili poseben terminal in naša lesna industrija je topila lesa dovolj. Dan današnji, po podatkih Gospodarske zbornice iz leta 2019, je eden vodilnih izvoznikov lesa transportno podjetje. To je situacija današnjega dne in v situaciji današnjega dne tukaj jaz ne vidim prav veliko oblikovalskega prostora. Tale stol je bil že prej omenjen v filmu. To je bil paradni konj slovenske lesne industrije. Če ga dobro pogledate, boste videli, da je zelo, zelo blizu Ribenčanovemu nahrbtniku. V bistvu ta stol je prodaja zraka. Spalnica, fotografije se opravičujem, so slabe, ampak so originalne. Spalnica, ki jo je nekoč narisal član razvojne skupine Slovenija les, Lado Ercegovič, popolnoma ustreza na današnjim standardom in bi jo zelo, zelo brez težav tudi v IKEA lahko prodajali, vendar te proizvodnje ni več. Pohištvo za otroške sobe ali za igranje konstrukcijsko, tega je avtor Niko Kralj, ga tudi ne proizvajamo več, vendar se je proizvajalo vsaj desetletje. Tukaj je en tak lep primer sodobnega pohištva, ki je datiran tam nekje leta 1980. Tole je pohištven program DOTA, projektiran na Inštitutu za industrijsko oblikovanje in pri tem sem celo takrat sodeloval. Pisalo se je leto 1979 za lep bled in se je tudi kar en lep čas ta program DOTA je obsegal tako rekoč vse, razen kuhinjskega pohištva. V času Slovenije lesovega razvojnega inštituta so vse povezane tovarne, ki smo jih prej videli na seznamu, imele svoje razvojne oddelke. Inštitut Slovenija les je imel cirka 10 zaposlenih. Zunanjih oblikovalcev je bilo ranga 20. Najemali so celo Švede za oblikovanje stolov. Je švedski oblikovalec Larsen Svelkal je delal za tovarno v Martinjaku, je razvijal stole. Več kot 50 nagrad je bilo prejetih v državnem in mednarodnem merilu v manj kot 10 letih. Govorimo le o Slovenija lesu. Bile so pa še Lesnina, Uniles, Javor je bil samostojen, Nova les in seveda Inštitut za industrijsko oblikovanje kot neka, bi rekel, vzporedna gonilna sila. Tale članek je
iz časopisa Telex in zelo lepo pove, da so se takrat zavedali potrebe po oblikovanju in so si želeli zadeve razvijati naprej. Tole piše v tem članku. A pa vam preberem, ali boste sami. Poglejte si datum. Hvala lepa. Hvala enako, gospod Jurij Dobrila. Naslednji dve predavanji v resnici ne potrebujeta posebne razlage, ker posredujeta zelo jasno sporočilo in sicer iz primerov dobre prakse se velja učiti oziroma to so tisti primeri, ki jih velja modelirati. Najprej primer trajnostnega načrtovanja in sodelovanja s kreativnim sektorjem. Svojo zgodbo nam prinaša gospod Matej Feguš iz podjetja Donar. Izvolite. Lep pozdrav. Jaz se bom najprej zahvalil Juretu, ker je zelo lepo prikazal predvsem tisto, o čemer sem jaz danes želel govoriti, in pa predtem Jasni, ki je zelo jasno napovedala, s čim se bomo ukvarjali prihodnje, če želimo, da naša pohištvena industrija uspe. Danes, ko govorimo o dizajnu, govorimo o dobesednem prevodu besede dizajn in to je načrtovanje. To niso samo oblike, to niso samo linije, ampak to je predvsem tisto, kar lahko pustimo za sabo in ki ima za sabo tudi nek družbeni učinek. In to je tisto, česar se oblikovalci, vsaj tisti, za katere govorimo, da so kvalitetni industrijski oblikovalci, tega tudi zavedajo. Odločitev je zelo enostavna. Tega vprašanja niti ne bomo imeli. Planeta B ni, čeprav si mogoče Bezos pa Musk želite v vesolje, ampak jaz mislim, da še lep čas si noben od nas tam ne bo želel živeti. In strateška odločitev, ki jo lahko sprejmemo in s katero lahko zopet izvažamo znanje in tehnologijo, kot smo to počeli prej, kar je bilo lepo prikazano na primeru Slovenije, Lesa je, da ne bomo izbirali med ekonomijo pa okoljem, ampak bomo skrb za okolje naredili našo ekonomijo. Mi smo se tega podjetja lotili že leta 2015, totalno smo na glavo postavili strategijo, jo skrbno zapisali, delali tudi z inštitutom Alto in Markotom Steinbergom, zelo priznanim finskim oblikovalcem, ki pa dela strateško oblikovanje za države in ponovno napisali filozofijo, kaj pravzaprav želimo v svetu predstavljati. Velika želja, ki še zmeraj obstaja in na kateri delamo, je lastna blagovna znamka, ki bo tudi v prihodnje cenjena in spoštovanja po celem svetu. In kaj je bilo ključno? Na prvo mesto nismo postavili človeka, kot je bilo to običajno, ampak smo na prvo mesto postavili okolje. Se pravi, vse, kar počnemo, najprej počnemo skozi prizmo okolja. Na drugo mesto smo postavili družbo, se pravi, kaj želimo sploh v družbi prispevati in tukaj se predvsem treba vprašati, kako je oblikovanje oziroma načrtovanje čez leta šlo. V preteklosti smo poslušali forum follows function, se pravi, oblika sledi funkciji. Potem smo poslušali forma sledi emocijam in jaz mislim, da v prihodnosti sploh po tem, kar se nam dogaja danes, bomo poslušali, kako forma sledi sočutju. In seveda zadnji, in ne pravzaprav zadnji, je pa seveda uporabnik, kjer gledamo na njega izključno in samo skozi uporabniško izkušnjo, kako mu lahko rešimo izzive in težave, ki jih ima pri vsakodnevnem sedenju. Kako smo se lotili samega projekta? Predvsem smo naredili zelo jasno analizo, kaj želimo delati in poiskali tistega, kar imamo na svetu največ in to, nažalost, je odpadka. Leta 2015 smo se ukvarjali s plastičnim odpadom, pred leti smo se začeli ukvarjati s tekstilnim odpadom, ki prihaja in o katerem bomo poslušali še naslednja desetletja. Danes se ukvarjamo tudi z neuporabljeno celulozo in stvarmi, ki ostajajo v pohištveni industriji kot stranski produkt oblikovanja.
Smeti, kot so plastenke, ki nažalost, če več kot mesec dni ležijo v naravi ali pa v deponiji, zgubijo svojo vrednost kot food contact embalaža, kakor ji rečemo v angleščini, in se jih ne da več uporabiti za hrano, je edina možnost, da jih predelamo v nek drug material, in mi smo pač v tem primeru uporabili material recikliranega filca in nismo se ustavili tukaj, šli smo v proizvodnjo filca in pogledali, kaj je ostanek te proizvodnje, in ugotovili, da stotine metrov tega materijala znotraj proizvodnje ostaja in se ga vsako leto sežge v sežigalnici v Celju. To so principi, na katerih smo gradili. Jaz ne bi vseh razlagal zato, ker si je treba dosti podrobno pogledati, so pa samo higienski minimum tistega, s čimer bi se moglo vsako podjetje pri načrtovanju izdelkov danes ukvarjati. Trajnostno oblikovanje ne pomeni samo to, da napišemo, da smo trajnostni zeleni. To je filozofija, to je način življenja, to je način dela. Danes je veliko tega greenwashinga, zanimivo je, da v slovenščini sploh nimamo prevoda za greenwashing, pa bom sam enostavno povedal, greenwashing je tisto, ko podjetja več denarja porabijo za marketing, da ljudi prepričujejo, kako zelena so, kot dejansko v zelene tehnologije. In tega je danes veliko. Od zibke do zibke je nekaj že jasno povedala, tukaj je predvsem izziv v tem, da mi popravimo samo tisto, kar je pokvarjeno. Se pravi, naš interes ni v tem, da prodamo vedno več, ampak da prodamo veliko dobrih izdelkov. Lahko si pogledate koncept, ki mislim, da bo v naslednjih generacijah izziv, v slovenščini je prekrasen prevod odrast, degrowth, kako lahko z manjšimi inputi tako materijala, energije in sredstev dobimo enako, kot proizvajamo zdaj. Ker ta naša industrijska proizvodnja, ki jo poznamo danes, je za življenje planeta nevzdržna. Krožna ekonomija, o tem že ptički čivkajo, mi smo tudi oblikovanje prestavili v krožni koncept zero waste oziroma življenje brez odpadkov. Se pravi, nič ne bi nikoli smelo postati odpadek, treba je zaključiti vse kroge, tudi tiste, za katere mislimo, da se ne da. Jasno, vsega ne znamo, ampak če se ne bomo o tem sprašvali, ne bomo nikoli nikamor prišli. Ponovna uporaba, reuse, veliko govorimo o recycle, morate vedeti, recycle je predzadnja stvar, preden stvar zavržemo. Najprej je refuse, se pravi, odreči se tistemu, česa ne potrebuješ, reduce, se pravi, zmanjšaj vse vnose materijala, na tretjem mestu je reuse, ponovna uporaba, potem recycle in potem je tisto, čemur mi pravimo smet. Circular design thinking, ki bo v naslednjem slajdu bolj podobno, in pa prehod v nizkoogljično družbo. Bom povedal še enkrat, povem vedno, CO2, ogljikov dioksid ni edini problem v naši družbi, zraven je še več kot 6000 škodljivih materialov, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se dotikamo, vdihavamo, ampak ogljični odtis je za tiste, ki odločajo o naši prihodnosti, najbolj enostaven. Zato, ker v politiki je zelo enostavno razumeti, kakšen je ogljični odtis in tega tudi nasloviti. Mi smo design thinking oziroma krožno razmišljanje postavili v sistem, kjer se ta nikoli ne konča in pravzaprav ni krožen, ampak je oblika spirale, ki v dobrem primeru nenehno gre naprej. Tukaj se jaz sklicujem na Niko Kralja, ki je lepo rekel, popolnost je nedosegljiva, lahko se ji samo neskončno približujemo. In to moramo imeti v konceptu industrijskega načrtovanja. Če smo bili prej, ko smo gledali film leta 1988 tam, kjer bi si marsikdo od nas samo želel, da bi bili danes, se bojim, kaj bo čez naslednjih 33 let. Kaj je naša obljuba? Obljuba, ki smo jo dali in ki jo dajemo vsak dan, predvsem na tujih trgih, ker pri nas še zmer ni razumevanja za to, da bi ljudje tako uporabljali, kot ponujali take izdelke, je predvsem skrbno načrtovano, trajnostno izdelano pohištvo za vsakega uporabnika, ki na prvo mesto dejansko postavlja človeka in planet. Se pravi,
tudi če nečesa ne znamo, bomo z veseljem prisluhnili nasvetom, kako stvari izboljšati. Zagotavljamo statusni simbol, ker morate vedeti, da ko govorimo o čustvih, ko govorimo o brandih, samo takrat, ko nam je nekaj blizu, bomo to obdržali dolgo časa. In danes je treba povedati, je se razvila nova trgovina obnovljenih kosov pohištva iz 60., 70. in 80. let, ki dosegajo bistveno višjo vrednost, kot so imela takrat, ko so bila narejena. In seveda vrhunsko tehnologijo, kjer se predvsem zgledujemo po avtomobilski industriji in pa po industriji kompozitov, ki se danes uporabljajo za vesoljsko tehnologijo. Kaj je ključ do uspeha? Ključ do uspeha je tisto, kar je Slovenija les bil v 80-ih, danes bi lahko slovenska pohištvena industrija na podlagi krožnega gospodarstva izvažala znanje o krožni ekonomiji, postavljala tovarne, kjer bi se zapirali vsi krogi gospodarjenja in postala vodilna velesila. Znanje imamo, potrebna je samo moč in skupen nastop, da nam to uspe. Lastna blagovna znamka, dokler bomo delali to, kar nam bojo rekli drugi, ne bomo dosegali dodane vrednosti in bo seveda težava v tem, da nikoli ne bomo ustvarili dovolj, da bi lahko nenehno naše izdelke razvijali do popolnosti. In pa na koncu, kjer je to možno, zaščita znanja. Na to se je nažalost v pohištveni industriji precej pozabili. Kaj je prihodnost? Prihodnost je zelena vizija, o tem govorijo vsak dan, tako v politiki, v medijih in med sabo. Kdo so tisti ključni, ki bojo to posvojili? V bistvu odgovor je, gledam vas prav vseh. Vprašanje je samo kdaj, a takrat, ko se bomo zunaj kuhali, a takrat, ko bomo posegali v naravo zaradi prekomernega izkoriščanja naravnih dobrin in dejansko prisiljevali različne viruse, da nas bojo napadali in da se bomo pol špikali do neomoglosti. In predvsem tukaj je treba pogledati, katera so tista podjetja, ki vsaj v Sloveniji ali pa tudi širše želijo voditi ta razvoj. Jaz bi tukaj povedal, da Slovenci smo vodilni na tem področju, mogoče se tega bolj malo objavlja v medijih, ampak pri podelitvi nagrad za krožno oblikovanje leta smo bili kar 3 finalisti in 2 od nas, medtem tudi iz pohištvene industrije oziroma iz lesne industrije MSOR-a in mi na zmagovalnem odru. Se pravi, znanje dejansko tukaj je, težava je v tem, da nismo niti približno tako veliki kot Slovenija les. No bullshit. Pač mogli bomo nehati govoriti eno in delati drugo. In tukaj si bomo mogli tudi pogledati v oči in reči, zakaj počnemo to, če bi lahko počeli bistveno boljše. En primer je tudi predstavitev Slovenije, ki je v tujini, smo med drugim tudi ambasadorji iFeel Slovenija in bi si želeli, da bi pač naši izdelki tudi dejansko bili potem predstavljeni na način, kot si Slovenija zasluži. Še primer dobre prakse dejansko na stolu Nikoles, moram reči, da je dejansko trajalo več kot 3 leta, da smo ga spravili na trg. Pri proizvodnji vsakega stola je 70 plastenk prihranjenih iz okolja in približno 2 kg CO2 prihranjenega samo zato, ker stvari ne sežgemo. V različnih kombinacijah še bistveno več. Vse te nagrade spodaj pa dokazujejo, da nismo bili nagrajeni samo pri nas, kjer je tole bil oblikovanje leta 2018, ampak tudi v tujini. In dejstvo je, da teh nagrad ne moramo namazati na kruh, tako da pejte v trgovino in jih kupite. Tukaj so potem še različne izpeljave, da si boste lahko predstavljali, kaj to pomeni. Primer stola, kjer lahko dejansko zamenjamo samo tisto, kar se poškoduje oziroma po življenjski dobi izdelka poskrbimo, da lahko samo lupino iz filca zmeljamo in jo predelamo v nov material, ki se uporablja za akustične obloge, tudi to razvijamo
in predvsem, da lahko popravimo tisto, kar se pokvari. Tukaj je še primer tega, kar smo v lanskem letu predstavili, se pravi predelana celuloza z bikomponentnimi vlakni, ki v celoti nadomesti rezanje kvalitetnega plemenitega lesa in ima bistveno boljše akustične in pa funkcionalne lastnosti. Tukaj, na primer, bi si želel, da bi imel sredstvo, da bi vsaj še 2 inženirja, raziskovalca lahko zaposlili, zato ker ta koncept prihaja čist nove, neslutene prebojne možnosti na področju krožne ekonomije in pa pohištva. Za na konc pa pridružite se naši akciji, spremljite nas, dejansko pozivamo vse, da nam pomagamo. Edini skupaj bomo lahko v svetovnem merilu naredili uspeh in meni je prav žal, da nas naslavljajo tuja podjetja pri pomoči za razvoj novih izdelkov in pa predvsem po želji, da bi odkupili del podjetja, medtem bi si pa jaz želel, da bi v Sloveniji imeli podjetje, kot je Slovenija les, ki bi nam lahko pomagal pri lažjemu in hitrejšemu preboju v svet. Spremembe niso enostavne, to vsi vemo, tako v privatnem kot v javnem življenju, ampak mislim, da je zdaj ta prav čas, da se jih lotimo. Tako da, hvala. Najlepša hvala, gospod Feguš iz podjetja Donar. No, in zdaj še tisti govornik, ki mu je pripadal ta čudoviti privilegiran položaj govora oziroma predavanja tik pred odmorom, ob dodatku dejstva, da nam časovno voda teče v grlo. Tako da, gospod Denis Stepančič, dobrodošli. Prihaja iz podjetja Podgorje in nam bo predstavil dober primer digitalizacije poslovanja in razvoja produktov. Izvolite. Dober dan še enkrat. Torej, moram hitro zdrntrati, pa gremo ven, ne. Ok, smo razumeli message, ne. V glavnem, namen tega ni toliko, bi rekli temu, neko dobro prakso, ampak izvati neko diskusijo ali pa izmenjavo dobrih praks s podjetji v Sloveniji, ker to je tisto, kar nam manjka, da vidimo, kaj dela eden, kaj dela drugi, kje si lahko pomagamo, da smo boljši pri vseh dejavnosti, pri vseh aktivnosti, ki jih izvajamo. Bomo videli tudi podjetje Podgorje, lahko rečemo, da smo uspešno podjetje, vendar naš uspeh, če bi bili samostojni, ne bi bilo tako veliko, kot je v sodelovanju z bolj prepoznavnim podjetjem v slovenskem pa v evropskem prostoru, to je Adria Mobil, ki je naše podjetje, ki je naš lastnik, največji kupec in tudi smo del skupine Trigano, ki je praktično tretjina evropskega trga na področju karavaninga, ki je v zadnjem letu zraslo približno za 25–30%, kaj je posledica nekako tega COVID-a, ki je marsikoga je COVID, bi rekel, poslal nazaj. Pri karavaningu se je zgodil preobrat in je od septembra naprej dejansko panoga kratko malo ponorela. Na čem gradimo vse te zadeve, poskušamo biti kar se da dobri v tem, kaj delamo. Do sedaj ali pa 2 leti nazaj smo bili predvsem proizvajalci pohištva, ki smo dobili naročilo od naših kupcev. Zadnje 2 leti se veliko več posvečamo razvoju pohištva in seveda v sodelovanju z našimi kupci postajamo tisti razvojni partner, ki omogoča kupcu, da je boljši na trgu in da dosega boljše rezultate. V številkah je to približno to, 60 plus let obstoja. Začeli smo, valjda smo z Dolenjske, ne tako, začeli smo z lesenimi sodi, s koli za vinograde in podobne zadeve. Danes pa, recimo, nekje 50 let imamo izkušenj v karavaningu. Približno 5 milijonov proizvedenih, nekaj več, 5,5 milijonov proizvedenih izdelkov na leto, dnevno med 7,000 ali pa recimo 500 do 1000 različnih izdelkov gre skozi naša vrata ven iz podjetja. Kar pomeni neka nora dinamika, ker to moraš enostavno ni nič, da bi rekli temu špageti ali ne vem kakšni kosi, ki bi se ponavljali, ampak je velik izziv vsak dan proizvesti toliko različnih elementov.
Adria ima 640.000 različnih, mi rečemo temu layoutov, torej različnih vozil z različnimi postavitvami, plus pol so različne različice z barvami in s kakšnimi dodatki, tako da tega je enormno veliko. Kar se tiče samega poslovanja, zdaj lani smo imeli 40 milijonov, v letošnjem letu definitivno gremo čez 45 milijonov in se približujemo 500 zaposlenim. Smo v Evropi, vsaj na eni lokaciji, na enem mestu, največji proizvajalec pohištva za vozila za prosti čas. Kaj delamo? Praktično vse, kaj gre noter, v prikolice, avtodome, vene, vse elemente, ki so narejeni iz materijala, ki je podoben lesu ali pa les, gre za vezane plošče, predvsem nekaj masive, je pa tudi neki plastičnih materijalov, ultrapasov, kompozitov in podobnih zadev, gre in izdelamo pri nas. Določene stvari delamo tudi v kooperaciji, ko balansiramo pač naš portfelj in našo odzivnost. Pri nas zadnje 2 leti, kot sem rekel, gremo v razvojne aktivnosti in poskušamo doseči estetiko, uporabnost izdelka in kot se da zaslediti tudi na zadnjih sejmih, lani v Düsseldorfu, letos se spet Düsseldorf pripravlja v posameznih revijah, postavljamo že trende na področju pohištvene industrije za vozila za prosti čas. Tisto, kar je trend, je ta hip lahko pohištvo in uporabno pohištvo. Bomo videli par slikic, pa bomo rekli, ali je to prikolica, ki je večina nas pozna iz nekih mogoče kampiranj pred parimi leti ali pa mogoče pred 10 letjem se ne da niti primerjati. Predvsem je pomembno, da naš kupec dobi dodano vrednost, da postaja bolj prepoznaven in da lažje prodira na evropski trg. Prek Adrie smo prisotni v več kot 30 držav, na več kot 500 prodajnih mestih, tako da naš izdelek, kljub temu, da mogoče ni prepoznaven, na en način je zelo velik izvozni produkt. Kljub temu, da prodamo vse domačim skoraj kupcu, gre 50 milijonov evrov skoraj v svet. V prejšnjem letu, samo to na kratko, smo naredili več kot 100 izboljšav obstoječih izdelkov, več kot 45 popolnoma novih skupine produktov ali pa produktov. Tudi patent smo pridobili na nekaterih elementih, ki nam omogoča, da smo hitrejši, boljši, bolj ponovljivi. Pač smo industrija, moramo iskati tudi nek način, da smo kar se da efikasni v vseh teh zadevah, ki delamo. Tudi zdaj imamo v pripravi novosti, ki jih tudi nekaj jih preizkušamo glih s gospodom Kušarjem, tako da te zadeve grejo naprej. Tukaj pritiskamo na polno, ker želimo biti, bi rekli temu, številka 1 na področju pohištva za karavaninge. Pri digitalizaciji tukaj, zakaj digitalizacija? To ni samo modni trend ali kaj takega, dejansko moj background je informatika, 25 let sem vodil informatiko v različnih podjetjih, tako da sama digitalizacija je neko, mogoče tudi neki buzzword, ki se veliko uporablja, vendar gre za nadaljevanje vse tiste informatizacije, avtomatizacije, povezljivosti med različnimi dejavniki in gremo naprej zato, ker hočemo biti bolj efikasni, bolj prilagodljivi. In če gremo samo iz lanskega leta, kaj se je dogajalo, obseg trga, ko se rekel, trg je ponoren, v zadnjih 9 mesecih je šlo 30% gor, obsežne spremembe se dogajajo, Adria je v teh zadnjih 2 letih več kot pol svojega portfelja zamenjala, popolnoma novi izdelki so zdaj na trgu. Upeljali smo novo avtomatizirano linijo, proizvodno v prejšnjem letu, ki nam je omogočila, da smo bistveno bolj efikasni, ampak je tudi prinesla velike spremembe v načinu dela v podjetju. Mi smo proizvodni proces ali pa tisti lead time skrajšali iz nekih 15 dni od naročila do izvedbe na 4, 5, 6 dni. In ta zadeva, to je tak velika sprememba, da enostavno se skozi celotno podjetje čuti, da je to nekaj drugače, da je dinamika popolnoma nova. Zaradi tega tudi prejšnji način, kot smo bili vajeni, planiranje, odzivanje na spremembe ni več toliko dober, ampak se moramo odzvati tudi z tehnologijo.
Seveda, tehnologija je prva stvar, ki nam to omogoča, vendar nas samo tehnologija ne more kaj dosti narediti, če ni pri tem tudi sprememba in organizacije, in procesov, in vsega temu, kaj je povezano z spremembo tehnologije. Te spremembe vplivajo na ljudi. Kako ljudi pripravi do tega, da sprejemajo neke novosti? Nekdo je rekel, mislim, da spremembe so boleče. Praktično stara modrost pravi, da spremembe se veseli edino le dojenček, ko mu zamenjaš planico. Vsi ostali se bojijo tega. Ne? In to je zadeva, ko imaš pred sabo 400 ljudi, kaj bo zdaj? Ne? Konc sveta. Ne bo konc sveta, enostavno je treba pripraviti ljudi na te spremembe in jih upeljati tako, da prinašajo koristi ne samo podjetjem, ampak tudi ljudem, ki so noter. In na koncu posledica vsega tega so strateški cilji in rezultati, ki so boljši, kot so bili predtem. Kako smo šli k temu, recimo na poti industriji 4.0, to je spet neka nemška bila skovanka, ki smo jo tudi sprejeli, smo marsikaj spremenili od same infrastrukture v podjetju, izboljšali smo kibernetsko varnost v podjetju, zato ker smo v eni taki skupini, ki sodelujemo med sabo in današnje zgodbe, kot je nekdo hakira zadeve, niče milijone, zato da bi lahko deloval, ni nič posebnega, vidimo vsak dan kakšen tak primer, tako da kibernetska varnost je prva stvar praktično, ki smo jo naredili v preteklem letu. Pripravili smo posamezne procese, smo poenostavili, digitalizirali, povezali smo se z našimi kupci in dejansko zdaj delamo skupaj na istih produktih, na istih bazah, na istih načrtih, da bi te zadeve poenostavili in pospešili. Se vprašam za kratice, ERP in podobne zadeve. Poslovni informacijski sistem smo prenovili pred letom in pol, upeljali smo nov sistem za upravljanje proizvodnje, ne samo sledenje, ampak želimo proizvodnje upravljati. Tle pride tudi planiranje, sistem strojnega planiranja na način, da ti dejansko prineseš v proizvodnjo točno definiran izdelek, v katerem trenutku mora biti na katerem stroju. Imamo tam ogromno strojev, ne vem, približno 40 CNC-ev in da ta zadeva funkcionira, mora biti dobro izplanirana. Linija, ki smo jo kupili lani, je popolnoma avtomatizirana. Od avtomatskega skladišča, torej stik z takim vezajem plošč, do tega, da pridejo končni izdelki ven iz tega linije, človek nima nič s tem. Razen, da pogleda na računalniku, ali se zadeva izvaja ali se ne izvaja. In da odpravi kakšno pomanjkljivost. Tako da ta zadeva je bistveno pospešila kompletno dogajanje. Pri tem pa seveda ljudi naučiti, da te zadeve uporabljajo, je po eni strani bila zanimiva zadeva, vendarle vidiš, koliko ljudi so nekako dojemljivi, hočejo te stvari gledati, posebej tisti, ki so generacije z miško rojeni. To je ljudje, mogoče tam zdaj 30-20 let, to je pač od rojstva skoraj z miško v roki in to ni sploh taka težava bila te zadeve upeljati. So pa določeni strahovi. Kakšni so učinki, ki smo jih videli v proizvodnji, se zadeva počasi, papirji se umikajo. Nekoč smo imeli kupe papirjev, da smo lahko izpeljali proizvodnjo, zdaj te papirji se umikajo, tehnologija postaja bolj avtomatizirana, enostavno se podatki vnašajo ali pa se zajemajo direktno na strojih, bistveno bolj jim lahko zaupaš kot tisti, ki so bili vneseni noter, predtem na roke. Same planiranje, razporejanje virov je avtomatizirano. Imamo zdaj milijon podatkov, iz katerih lahko črpamo neko znanje. Tako da tukaj na tem gradimo zdaj neki business intelligence, da vidimo, kaj se kje dogaja v kakšnem trenutku in da iz tega lahko nekaj več naredimo jutri. Da vemo, kje se nam zadeve zatikajo. Višja kakovost, hvala Bogu, večja varnost in podobne zadeve. Lahko bi tukaj veliko o tem debatirali, ampak nima smisla, ker imamo še razvoj produktov. To, kar sem prej rekel, povezovanje s kupcem, da delamo na istih zadevah, da delamo 3D modelih, da delamo v takih 3D printanju podobne zadeve, enostavno ti skrajša vse postopke, ki jih izvajaš na področju razvoja,
lahko predvidiš, kaj se ti bo dogajalo, ko nekaj sestavljaš skupaj, lahko preprečiš določene napake ali pa najdeš nove funkcionalnosti. To so vse te zadeve, ki omogoča uporaba sodobne tehnologije in predvsem sodelovanje med različnimi oddelki. Tako da današnja slika nekako v tej zadevi ali pa slika pred 3 leti, ko smo delali tisto po naročilu, je rekli, da smo obrnili popolnoma platov. To, kar sem prej rekel, mogoče samo toliko za malo za razumevanje tega, ker to je prikolica. Če sem tukaj ne vidimo niti celo, malo skrajšeno, to je recimo ena prikolica, ki jo lahko postavite nekje in imate občutek bolj nekega vikenda ali pa hiše. Imamo pa tudi take prikolice, ki so malo večje, ki so bolj natlačene in glih tale umetnost je, kako to pohištvo narediti, da je uporabno, da je estetsko, da je dovolj lahko za ta prostor in to so glavni izzivi te industrije pohištva za vozila za prosti čas. To samo mogoče še malo na kratko, to so kup takih stvari, ki smo jih dizajnirali. To je tale krivina, ki je dobila tudi, smo jo patentirali, ker omogoča, da ponavljaš enake krivine, ne glede na to, koliko krat jih narediš. Toliko nekakor z tega vidika, tisto, kar je tudi prvoten namen, smo odprti za diskusijo, z izmenjavo mnenj, z izmenjavo izkušenj in zelo dobrodošli v našem podjetju ali pa kakršenkoli kontakt bo zelo, zelo dobrodošel. Tako da, hvala lepa, upam, da nisem bil predolg, tako da, ok, hvala. Gospod Stepančič, v vsakem primeru hvala lepa za razumevanje in za učinkovitost. Tako da, gospe in gospodje, zdaj vas vabim na kratek premor, seveda ga bomo ustrezno zamudi malce skrajšali. Jaz predlagam 5 minut, toliko, da se osvežimo, da odložimo morebitna bremena in potem čez 5 minut začnemo z novim ciklom predavanj.